Danes nahaja poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, je zaradi bližine Ljubljane poselitveno izjemno zanimiva pokrajina. Dogajajo se velike migracije, sploh v zadnjih letih je kar nekaj tisoč več prebivalcev na tem področju. To je lahko velika prednost, hkrati se pa kaže na lokalnem okolju, da so dejstva povsem drugačne. Zaradi pomanjkanja strategij katerih občin se danes soočamo z ogromnim problemom na področju predšolskega varstva, osnovnega šolstva, seveda na koncu tudi na področju prometa in tudi posledično zaradi prometa z razvojem gospodarstva. Torej, kot poslanec tega področja sem predvsem razočaran nad dejstvi, da so ministrstva se odločila, oziroma ta vlada se odločila, da bo zamrznila investicije, tudi investicije, za katere so že izdana gradbena dovoljenja. In tukaj na področju občine Domžale moram reči, da je Ministrstvo za šolstvo, katero je investicijo v srednjo šolo Domžale oziroma v izgradnjo telovadnice bila opredeljena že v letih 2007, zdaj kar naenkrat, kljub temu, da je bil razpis izveden, da so sredstva v proračunu občine zagotovljena, se je ta investicija zdaj praktično ustavila. Vemo pa vsi, kakšen problem predstavlja pomanjkanje ene normalne telovadnice pri srednji šoli Domžale. Drugi velik problem je seveda promet. Predvsem smo naleteli na en zelo zanimiv odziv Ministrstva za kmetijstvo pri umeščanju dodatnega uvoza na avtocesto, torej govorimo o priključku Študa. Potrebno bi bilo spremeniti samo eno uredbo na Ministrstvu za kmetijstvo, da bi se nek gozd samo posledično formalno prenesel na drugo lokacijo, se je zadeva zaradi tega ustavila in vprašanje, kdaj bo prišlo do izvedbe tega drugega priključka na avtocesto. Če omenim še povezovalno cesto Želodnik-Vodice, na moje poslansko vprašanje pred enim mesecem sem dobil odgovor, da te povezovalne ceste ne bo. Kar posledično pomeni za cono Želodnik, ki je predvidena v velikosti več kot 60 hektarov, torej ogrožena je ta cona in ponovno zaradi nerazumljivih odločitev na eni strani Darsa, ker je bila to obveznost Darsa, seveda spremembo zakona se je zgodilo, da zdaj Dars ne bo več gradil cest, ki se ne cestninijo, se mi zdi skrajno neodgovorno, glede na to, da so odkupljena vsa zemljišča, da je projekt pripravljen, da je umestitev cone Želodnik pravzaprav tik pred izvedbo in zadeva se je pač tako neslavno v bistvu končala, kot zdaj kaže. Seveda drugi problem je tudi sprememba zakona o kmetijskih zemljiščih, ki je za to cono, ki je 60 hektarjev, več kot 60 hektarjev velika, predvidel plačilo 10 evrov po kvadratnem metru za spremembo oziroma za nadomestilo za stavbno zemljišče, kar bo pomenilo za največjega investitorja, ki je predviden za to cono, torej govorimo o Mercatorju, razmišlja, da se bi umaknil iz tega projekta in ta cona brez tako velikega partnerja je zagotovo ogrožena. Torej, danes se je cela poslanska skupina seznanila z vsemi temi problemi in upam, da bo naslednja sestava parlamenta in pa seveda tudi kot vlada imela več posluha, kot je bilo možno zaslediti v teh zadnjih 3 letih. Dejstvo je, da se zadeve niso premaknile z mrtve točke.